Lepo pozdravljeni v imenu mladinske sekcije VSO Ljubljana. Veseli me, da smo se danes zbrali tukaj v osrčju spomina slovenske osamosvojitve. Mi, ki imamo Slovenijo radi, ki se zanjo borimo, ki se borimo za njen obstoj in smo glas mnogi, še posebej smo glas mladih. Imeti rad svojo domovino pomeni dati ji, kar potrebuje in ona te nagradi. Če povzamem besede pesnika Toneta Kuntnerja, resnično in iskreno domoljubje je pozitivno in ga ni mogoče zlorabiti, kakor tudi nobene resnične in iskrene ljubezni. To, da imamo svojo državo, je naš največji dosežek, zato jo moramo negovati in biti na njo ponosni. Ko bomo spoštovali svojo zgodovino, svojo kulturo in svoje vrednote, bomo gradili temelje slovenstva, se ukrepili in postali bolj samozavestni. Želim vam lep večer. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni, še posebej lepo pozdravljam vse mlade, ki ste si danes vzeli čas in prišli sem v Muzej slovenske osamosvojitve. Lepo pozdravljeni na domoljubnem večeru oziroma popoldnevu s predstavitvijo knjige Evropa narodov, generacije identitete. Najprej se zahvaljujem Ani Zagožen, članici mladinske sekcije VSO, za pozdravne besede, ki nam jih je namenila. Naj uvodoma tudi predstavim današnje goste, ki bodo sooblikovali domoljubni večer in predstavili knjigo. Magister Branko Grims, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in soavtor knjige oziroma posameznih poglavij v knjigi. Spregovoril nam bo o multikulturnosti in etnopluralizmu. Igor Kernel je publicist in avtor predgovora knjige Evropa narodov. Spregovoril bo o značilnosti sodobne in evropske družbe. Ter Patrik Trobec je študent ekonomije in soavtor knjige oziroma pisec posameznih poglavij knjige Evropa narodov. Govoril bo o prednostih in slabostih nacionalnih denarnih valut. Dragi gostje, najprej čestitke ob izidu knjige in za uvodno vprašanje nas zanima, kako vi razumete pojem domoljubje in če nam lahko malo poveste, kako ste se pravzaprav zbrali skupaj in kako je do te izdaje knjige prišlo. Bomo tukaj začeli. Najprej lep pozdrav, zahvaljujem se še jaz vsem tistim, ki ste prišli. Zdaj, da ne bomo preveč dolgo vezali. Nekako je to izgledalo tako, jaz sem že kar nekaj časa se ukvarjam z makroekonomskimi zadevami in seveda tudi poglavje tukaj v Evropi narodov, se pravi, se tiče ekonomskih zadev. In nekako tako je tudi prišlo do tega, da sem jaz dobil povabilo, da napišem nekaj o tem. Se pravi, pisal sem sicer o projektu evro, o nacionalnih valutah, prednosti in slabosti, tako kot je tukaj kolegica oziroma gospodična, ki tole vodi, že govorila. In sicer to bomo potem več še naprej, ko bomo govorili o poglavju, povedali, ampak bistvo je pač v tem, da vse tukaj temelji iz tega, da imamo mi vsi radi evropsko integracijo, da nismo mi samo, da biti nacionalist, biti domoljub ne pomeni, da ne maraš ti Evrope. Jaz sem zelo velik podpornik evropske integracije, ampak da bomo mi naredili en preskok in da ne bomo vedno govorili samo o vedno večji integraciji, ampak da bomo iskali optimalno integracijo. In sicer zdaj, če lahko samo še, tako da zaradi tega so me povabili, če napišem nekaj na temo ekonomije, v končni fazi je ekonomija vsem zelo pomemben del družbe, ampak ko pa govorimo o domoljubju, je pa tako, tukaj smo v hiši, se pravi, ki stoji zaradi naše osamosvojitve, ki obeležuje našo osamosvojitev. Jaz takrat še nisem bil živ, ko smo se mi osamosvojili, in lahko predvsem to rečem, da mogoče zaradi tega, ker je bila naša osamosvojitev takrat relativno hitra in tudi relativno lahka proti kakšnim drugim državam, ki so svojo samostojnost dobili bistveno težje, smo mi pozabili mlado generacijo usmerjati v tej smeri, da bi se zavedali, da je imeti lastno državo neka vrednota. V končni fazi, če boste pogledali zgodovino, 1000 let
Na zdravje. 1000 let smo mi, se pravi, 1000 let je minilo, odkar so recimo nastali brižinski spomeniki, ko smo mi že imeli svoj jezik, ne. Se pravi, minil bo kmalu 500 let, ker smo postali knjižno kultivirana država, se pravi, ko smo dobili svojo knjigo s Primožem Trubarjem, ampak ne nazadnje že nekaj časa nazaj, ne, smo mi imeli tukaj srbski unitarizem, nekaj časa nazaj smo tukaj imeli prevlado neko nemške identitete, ne, ker smo bili pod Avstro-Ogrsko, in to, da imamo mi možnost sami odločati o svoji usodi, je zelo velika vrednota. Ampak če se mi ne zavedamo, da je zelo velika vrednota imeti svojo lastno državo, potem ne bomo vodili takšnih politik, ne bomo se toliko trudili, ne, da bi iz te države tudi naredili vse, kar lahko naredimo. Jaz verjamem, da mi imamo zelo dobro geostrateško lokacijo, da smo tudi to, da smo del evropske identitete, je zelo dobro, ampak samo če bomo mi vzgajali domoljubje, ljubezen do naše domovine, kakor tudi do evropske civilizacije. Ne, žal danes tisti, ki vodijo Evropsko unijo, se sramujejo tistega, kar zaznamuje evropsko civilizacijo, samo v tem primeru bomo lahko tukaj tudi izjemno dobro živeli. In ne bom preveč dolgovezil, sem rekel, tako da za mene je domoljubje nekaj, kar je pozitivno, kar ne izključuje tega, da imamo lahko radi tudi druge, da sodelujemo tudi z drugimi, je pa vsekakor domoljubje v Sloveniji bistveno premalo, zlasti med mladimi. Hvala. Zdaj, domoljubje je vrednota. Jaz sem prepričan, da smo o tem soglasni vsi, ki smo se danes tukaj zbrali, in sem tudi z moje strani hvala, da ste omogočili tale večer. Hvala tudi za vabilo. Domoljubje seveda pomeni predvsem ljubezen do svoje domovine. Do domovine Slovenije, do vsega, kar ona predstavlja. Do njene kulture, do njenih gora, do njenih lepot, do ljudi, ki tu živimo. Domoljubje pomeni zavest, da živiš v državi, v Sloveniji, ki je lepa, ki je lahko uspešna, kjer živijo najlepša dekleta, kjer so vsi pogoji, da bi razvijali podjetništvo, da bi živeli bogato, da bi vzgajali svoje otroke, da bi živeli mirno, da bi živeli tako, kot si želimo. Skladno s slovensko tradicijo, skladno s slovenskimi vrednotami, skladno s slovensko kulturo. Danes biti domoljub v Sloveniji je pravzaprav nekaj, kar zahteva civilni pogum. Kajti danes je tisto, kar bo medijsko pozitivno razglašeno kot ne vem kaj, če rečeš, da si za multikulti, da se skoraj sramuješ svoje države, da je ta majhna, nepomembna. Vse to ni res. Slovenija je pravi dragulj. Vsakdo iz tujine, ki pride v Slovenijo, ki vidi Bled, ki vidi Gorenjsko, ki vidi Primorsko, ki vidi Štajersko, Prekmurje, Dolenjsko, pove samo eno. Tako lepe države, tako lepe dežele, kjer bi bilo toliko naravnih danosti skupaj, toliko naravnih lepot, preprosto na svetu ni. To ne obstaja, da si nekje lahko v pol ure koplješ v morju in uro pa pol zatem mogoče si že na smučišču znotraj iste države. Vse to seveda pove samo eno stvar. Na Slovenijo smo lahko ponosni. Na Slovenijo moramo biti ponosni. To je tisto, kar je domoljubje. Domoljubje pomeni, da je treba vsem, ki rušijo tradicijo, temelje, ki predstavljajo tisto jedro vrednot, na katerih je nastala slovenska osamosvojitev, da je treba to zavrniti. Da če se začne s kulturnim marksizmom, s LGBTQ ideologijo, da se temu reče odločen ne, se glasuje proti, se postavi proti. Vedno, kadar se pojavi. Z tega vidika, Ani, ki je danes tukaj nas pozdravila, vse priznanje, se pa sprašujem, kaj so delali nekateri drugi. Res se sprašujem. In tukaj je problem. Zavedati se moramo, da Slovenija ni nastala sama od sebe. Slovenija je na nek način prostor, ki smo ga oblikovali skupaj skozi rodove, ki smo ga osamosvojili v tem rodu in ki smo ga dolžni prepustiti naslednjim rodovom. Potem bo domoljubje res vrednota, ki ne bo samo beseda. Domoljubje so dejanja.
Tudi jaz se zahvaljujem vsem, ki ste danes prišli v tako velikem številu. Zbrali smo se prav gotovo tudi na pravem mestu. Aha, dobro. Zbrali smo se prav gotovo na pravem mestu. Muzej slovenske osamosvojitve je gotovo tak kraj, kjer se je najbolj primerno pogovarjati o temi domoljubja. Domoljubje je tesno povezano z nekaterimi drugimi pojmi. Med drugim sta to predvsem vprašanje identitete in suverenosti. Čas za to, da si postavljamo ta vprašanja, je prav gotovo pravšnji. Od slovenske osamosvojitve bodo kmalu minila 30 letja. Sile v Evropski uniji se prerasporejajo. Situacija, ki takrat, ko smo vstopali v Evropo, ni bila tako razvidna, danes postaja vedno bolj jasna. Nekatere ideje, ideali in predstave so se izkazali kot neupravičeni. Mislim predvsem na mesto in vlogo, ki jo imajo lahko države, kot je Slovenija v taki skupnosti, kakršne imamo zdaj. Sam sem bil povabljen, da napišem predgovor k tej knjigi in tega povabila sem se zelo razveselil, zaradi mojega sodelovanja pri neki drugi knjigi z naslovom Manifest za evropski preporod. Gre za prevod francoskega dela dveh avtorjev, ki si postavljate ravno takšna vprašanja, ki si jih postavljajo upravičeno tudi mladi pripadniki generacije identitete. Torej, ko govorimo o domoljubju, beseda domoljub, kot je povedal že gospod Grims, je danes postala že skoraj zmerljivka. Skrajni čas je, da se to spremeni. Brez identitete domoljubje ni mogoče. Gospod Grims je omenil lepote Slovenije, našo samobitnost. Vse to so stvari, ki jih je treba gledati v določenem kontekstu. Mi smo ukoreninjeni v zgodovino, v ta prostor, povezani smo s sosednjimi državami. Dolgo časa smo živeli v sklopu Rimsko-nemškega cesarstva, kot vemo. Tam je imela Slovenija, današnje slovensko ozemlje, osrednje mesto. Mi smo bili v bistvu v jedru samega Rimsko-nemškega cesarstva. To so bile cesarske, habsburške dedne dežele. Mi smo bili torej odselej umeščeni v sam center Evrope. In na tak način moramo gledati tudi danes. Sami po sebi moramo razjasniti, kje je naše mesto. Ne gre samo za naše nacionalne vrednote ali za tradicijo. Postavljati si moramo vprašanja, kaj mi lahko znotraj enega širšega konteksta prispevamo, čemu se ne smemo odreči, in tudi nobene potrebe ni, da bi se odrekli, in kaj je tisto, kar moramo absolutno obdržati. V teh preteklih 3 desetletjih je Slovenija v bistvu svojo vlogo po tistem začetnem optimizmu začela zgubljati. Izgubljati smo začeli suverenost in to je tudi vprašanje, o katerem se bomo pogovarjali zdaj, ker nacionalna država, kadar eno za drugo opušča vzvode, ki jih je imela do takrat, se lahko v takšni skupnosti, kakršna je danes Evropska unija, izgubi. Ne samo država, izgubi se tudi narod kot entiteta.
In mi moramo najti prave rešitve, prave odgovore na te težave. Drugače nas ne bo več. Hvala lepa. Vsebina knjige Evrope narodov govori o ureditvi evropskih narodov po principu etnopluralizma in multipolarnosti ter o stopnji domoljubja v državah Evrope. Avtorji se dotaknejo tudi tematik neposredne demokracije, svobode govora, evropske in slovenske etnokulturne identitete ter evropske kulturne dediščine. Več o knjigi pa predlagam, da nam pove pisec predgovora, gospod Igor Kernel. Hvala lepa. Kot sem že rekel na začetku, knjiga se dotika cele vrste temeljnih vprašanj, o katerih bi se morali danes začeti pogovarjati. Skrajni čas je, da se pogovarjamo. Ne gre samo za Slovenijo, gre za celotno Evropo, v bistvu za celoten Zahod v tem trenutku. Jaz sem v svojem predgovoru skušal vsebino knjige, ki se dotika različnih vprašanj, postaviti v en kontekst. Težav, s katerimi se danes srečujemo, pa ne samo Slovenci, ampak, kot rečeno, celotna Evropa je cela vrsta. Prvo je brez dvoma vprašanje izgube identitete. Danes si tudi avtori, ki govorijo v imenu, recimo temu, liberalne demokracije ali liberalizma v širšem pomenu te besede. To je nekaj, proti čemu se mi na nek način borimo preko metapolitike, se pravi, gre za soočanje idej. Danes je celo takšni avtori, in to je eminentni, eden od njih je Francis Fukuyama, upravičeno postavljajo vprašanje izgube identitete in kaj to prinaša za zahodno družbo. Težava je v tem, da kadar pišejo o tem teoretiki, kakšen je Fukuyama, ki se seveda zavedajo problema, oni ne želijo iti prav daleč. Ko Fukuyama govori o identiteti, kot sem nedavno rekel v pogovoru na televiziji Nova 24, on ponuja ravno pravšnjo mero identitete. Liberalci se seveda bojijo tako imenovanega populizma, kar je ena od nalepk, s katerimi se danes srečujemo. In to precej huda nalepka za tistega, ki jo dobi mimogrede. Tako kot sem prej rekel, da je že beseda domoljub postala zmerljivka, je danes ena takšnih etiket beseda populist. Pri tem se seveda pozablja, da so najbolj populistični politiki pravzaprav pogosto na drugi strani spektra. V Franciji je to Emmanuel Macron, recimo. To je človek, ki je prišel na oblast z nikakršnim programom, kot vemo vsi, ki smo to spremljali. In zelo podobno situacijo ima danes pri nas. Človek, ki ni imel nobenega programa, je danes ministrski predsednik. Ampak populisti so nekateri drugi, ne ti, ki so zdaj na oblasti v tem mainstream diskurzu. Torej, tisto, kar mi potrebujemo, je prava identiteta, ki lahko iščemo samo znotraj nas samih. Gre za, kot rečeno, vpetost v
zgodovino, ki je za nami, v to našo nacionalno bit, ki nas definira, vključno z jezikom. Sem spadajo tudi kultura, na nek način tudi vera, seveda, ker ta je definirala celoten Zahod. Gre za 2000 leti, ki, če se pogovarjamo o krščanstvu, ki sta tako oblikovali našo civilizacijo in kulturo, da smo danes takšni, kakršni smo, prav zaradi te dediščine. Vse to so stvari, ki jih državljanstvo sveta, s katerim se danes nekateri ponašajo, ne pozna in se jih tudi boji. Današnja Evropska unija, če bi bila po želji elit, ki vladajo, bi seveda imela za svoj cilj, da izginejo vse tiste stvari, ki nas definirajo kot entitete, če govorimo o državnih tvorbah. Vse to je za združbo, ki v tem trenutku vlada Uniji, za sistem, kakršen je, moteče. In to je nekaj, kar želimo seveda na vsak način preprečiti, in skrajni čas je, da se to prepreči. Ena od tem, poleg ekonomije, o tem bo več povedal Patrik, te premene, te spremembe se dogajajo na različnih ravneh. Ena je prav gotovo ekonomska in tudi uvedba evra je imela takšen namen. V bistvu gre tukaj, če sam poenostavim, za odtok kapitala iz določenih območij Evrope k nekim drugim. Jasno, da stvari niso tako enostavne, ampak za nas v tem trenutku je vprašljivo, koliko je valuta, skupna valuta kot evro koristna. Je sicer lepo, če se lahko po Evropi sprehajamo in plačujemo z istim denarjem, enakim denarjem, smo pa seveda izgubili celo vrsto vzvodov kot država, ki smo jih imeli prej s tem. Drugo vprašanje je, zelo veliko, se ni edino, je vprašanje migracij. Tukaj gre za toliko enih različnih vidikov, da jih jasno ne bomo mogli pokriti v tako kratkem pogovoru. Jasno je, da ko pridejo zelo na hitro tako velike množice ljudi na nek prostor, kako se to dogaja zdaj, to lahko prinese s seboj nepredvidljive posledice in te se v bistvu dogajajo se že v tem trenutku. Samo govori se ne o njih in piše se ne o njih. Oziroma edini, ki o tem govorijo, so tako imenovani alternativni mediji. Če ne bi bilo spleta, marsičesa ne bi nikoli izvedeli. Ker pa so težave tako velike in vladajoče stranke ali pa elite, če hočete, se z njimi ne ukvarjajo, je treba to na nek način potlačiti. Vsako novico o tem, kaj se dogaja. In tukaj pride na plan tako imenovani sovražni govor. Na ta način se označuje vsako opozarjanje na zelo konkretne probleme. V tem ni mogoč kakšen racionalen javni diskurs, nažalost.
To je velika težava. V državah, kot so Nemčija, je ta cenzura že tako močna, da oni v tem trenutku nimajo dostopa do cele vrste spletnih mest, do katerih mi zaenkrat lahko še dostopamo. Podobno je tudi v Veliki Britaniji, kjer so na novo zaposlili na tisoče ljudi, ki ne delajo drugega kot spremljajo, kaj se piše po spletu. Ne ukvarjajo pa se z dotokom teroristov, ki so državljani Britanije in prihajajo z območja, kjer je bila še do nedavnega država ISIS. To pomeni, da je nekaj zelo narobe, če se to dogaja. Vse to, če tudi še ni prisotno pri nas v takšni meri, seveda je, ker nekaj podobnega se je dogajalo tudi ob izidu knjige Manifest za evropski preporod, ko je bila zaradi pritiskov določenih medijev, konkretno mladine, odpovedana že dogovorjena predstavitev v knjižnici Oton Župančič, brez kakšne posebne obrazložitve. Zdaj ne bom govoril na dolgo in široko, za kakšne napade je šlo. V bistvu gre za tiste standardne nalepke, ki jih danes dobi vsakdo, ki hoče naravnost brez sprenevedanja govoriti o stvarih, s katerimi se soočamo zdaj, v tem trenutku. Ampak nekako ni primerno, da bi se o tem govorilo. Torej, gremo v, kar se migracij tiče, v zelo čudno smer, ki počasi postaja neobvladljiva. Če si politiki, kot je Sarkozy, pa to je bilo že par let nazaj, ko situacija še ni bila takšna, kakršna je danes, dovolijo reči, da je le futur de la France, c'est le métissage, se pravi, da je prihodnost Francije v tem, da se zmeša rasno, nacionalno, edina prihodnost, ki je sploh možna za Francijo, potem so stvari šle res zelo, zelo daleč. Če smo mi tukaj v tem trenutku na nek način izvzeti, ker grejo migracije zaenkrat še več ali manj mimo nas, smo še vedno del Evrope. In med drugim smo tudi podpisali Marakeško deklaracijo, kot vsi veste, kar nas takrat je bilo govorjeno, da je to nekaj, kar je neobvezujoče. Ampak takoj, ko je bila podpisana, so se pa začela postavljati vprašanja, kdaj bo to, kar je bilo podpisano, implementirano v zakonodajo držav, ki so to podpisali. Torej, pravi trenutek je in prav je, da se zdaj postavljamo vprašanje, dokaj se še kaj da narediti. In prav je, da si jih to postavljajo mladi, ker oni se bodo najbolj spopadali s težavami, o katerih govorim zdaj. Hvala lepa. Teme, ki jih obravnavate v knjigi Evropa narodov, sodijo v sklop spraševanja o lastni identiteti, ki jo najdemo tudi v stikih z drugimi okoli sebe. Kako je danes slovensko identiteto med mladimi, pa najbolje, da vprašamo našega nocojšnjega najmlajšega gosta, gospoda Patrika Tropca. Kakšne so vaše izkušnje in vaše videnje te situacije? Ja, zdaj, to ko eno lepo dekle reče, da si gospod, ne, pa če si takole mlad, to ni najboljše, ne, se hecam.
Ampak ne, zdaj res je, ne, da bom potem nekaj rekel o evru, ne se pravi o valuti, ampak ja bom začel najprej s temle. In sicer, kar se tiče identitete, ne, mogoče bi se samo navezal, no, da bomo malo povezvali tole stvar, ker je kolega tukaj le omenil, ne, Francisa Fukuyamo, ne, se pravi enega zelo velikih političnih teoretikov, ki je pravzaprav danes zanimiv, zaradi tega, ker je mogoče on svoja stališča nekoliko obrnil. In sicer tam v 90-ih letih, ne, tudi ko bomo razlagali o evru, tudi ko bomo razlagali o integraciji Evropske unije, se nekako da narediti, se pravi, obdobje 1950-1990 in pa obdobje po letu 1990. Namreč tam okoli 90. leta, ne, smo imeli mi zelo pomemben dogodek, ne, in sicer to je bil propad Sovjetske zveze. Lahko rečemo, ne, takrat ste mislili, da je tudi propad komunizma, sicer zdaj glede na delovanje določenih nadkoalicijskih strank bi lahko rekli, da dokončen propad tudi ni bil, ne. Ampak nekako tudi propad komunizma in tako naprej. No in takrat je Francis Fukuyama postavil eno zelo drzno tezo, ki se je pravzaprav v vseh učbenikih tudi vsi učbeniki so pisali v tej tezi, in sicer on je rekel, da je to zdaj konec zgodovine. Ne, namreč liberalizem naj bi zmagal. Enostavno vsi državi, vsi narodi, ne, se pravi vse identitete naj bi postopoma sprejele liberalni tržni kapitalizem, ne, in Francis Fukuyama je šel toliko daleč, da je rekel tudi v tem smislu, ne, nekako napovedal, da bojo nacionalne države propadle, ne, da bo identiteta propadla, ampak to predvsem zaradi tega, ne, ker bo on prepričan, da je liberalni sistem tako zelo dober ali pa kapitalistični liberalni sistem, da ga bojo preprosto prevzeli vsi. Zdaj jaz ne bi dvomil o tem, da je ta zahodni sistem kapitalizma, ne, zlasti tisti, ki je bil takrat značilen 70, 80 ali pa recimo 60, 50 leta, socialno tržno gospodarstvo objektivno zasluženo za to, da je zahodna civilizacija bila tako uspešna, ne. Ampak ironično je bilo v tem, ne, da je takrat proti temu Francisu Fukuyami, ne, šel nek drug teoretik, ne, ki je bil celo profesor Fukuyame, in sicer Samuel Huntington, in je rekel, je rekel, Francis Fukuyama, ti si zelo naiven, je rekel, mi smo zdaj imeli sicer spopad med dvema velikima ideologijama, je rekel, se pravi, komunizmom in kapitalizmom, je rekel, ampak v prihodnosti ne bo spopad med dvema ideologijama, ki sta v končni fazi obe dve zahodni ideologiji, ne, Karl Marx in pa Adam Smith, ne, Adam Smith kot nekak začetnik kapitalistične ideologije in pa Karl Marx začetnik komunistične, sta bila namreč oba praktično oddaljena zelo malo, oba sta bila iz otoka, ne, en je bil Škotske, ne, Karl Marx je nekaj časa delal v Veliki Britaniji, sicer tudi v Nemčiji, ne, in to je bil vse izhajali iz neke zahodne predstave. Ne. Je rekel Huntington, ne, zdaj bojo pa prišli spopadi med različnimi kulturami. Ne, namreč takrat smo mi pozabljali, da so tiste kulture, ki niso, bom rekel, zahodne, ne, bile relativno šibke, postajajo pa vedno močnejše. In on se je že zavedal, ne, da hindujska kultura, islamistična kultura ne bosta šli sprejeti, se pravi načel, na katerih temelji zahodna civilizacija. No in to je ena glavnih stvari, ne, se pravi, kjer so, bom rekel, teoretiki narobe stvari razumeli, ne, in to velja recimo tudi za konzervativce v Združenih državah Amerike, ne, da so na podlagi tega, kar je napisal Francis Fukuyama, preprosto menili, ne, preprosto svet razumeli tako, kot ga, žali Bog, danes razumejo, jaz rečem temu recimo levičarji, in sicer ne, da si še vedno vsi želijo živeti v taki percepciji, kot se pravi mi, ampak da imamo mi neke skrajneže, ki tukaj izstopajo. Ne, in to je bila recimo razlaga, ne, prvič, ko se je, pa bom potem šel na svojo temo, ampak prvič, ko se je recimo Huntington zoperstavil Clintonu, ne, je bilo, ko je se pravi Clinton rekel, ne, da večina muslimanskega sveta nima nič proti Združenim državam Amerike, ampak da imamo mi neke skrajneže. In je rekel, dajte vi po normalnih politoloških metodah preveriti, ali večina islamističnega sveta ima rado zahodno civilizacijo in obratno, ali ima zahodna civilizacija rada islam. Je rekel, vsaka objektivna politološka raziskava bo pokazala, da so nasprotja ogromna.
Ne? In to je že tisto glavno, ne? Da če bi politiki se tega zavedali, bi mogli vedeti, da pretirano vsiljevanje Zahoda v islamski svet in pretirano vsiljevanje islamskega sveta v Zahod bo vedno peljalo do velikih nasprotij. To smo videli v končni fazi. Prvič, ko je prišlo do izvoza demokratičnega sistema v Irak, ker pač tam ni delovalo, ne? In to vidimo tudi takrat, ne? Ko se je uvažalo muslimane sem. In tukaj je treba paziti, ne gre zdaj samo za te migracije. Vi lahko pogledate recimo, koliko so se Turki integrirali v Nemčiji in boste videli, da se praktično niso nič. Boste videli, koliko so se muslimani integrirali recimo na Švedskem in boste videli, da se praktično niso integrirali nič. Zdaj tisto, kar je pa mogoče še treba omeniti glede Evropske unije, je pa to, ne, da nesporno je, da evropska integracija sama po sebi je dejansko neka identiteta, kjer nam je ogromno skupnega. Bistveno več kot recimo med nami in pa nekim islamskim svetom in zaradi tega mi lahko smo bistveno bolje integrirani in zato bi jaz najprej na kratko povedal, tisto, kar je Evropa dosegla od leta 50 do leta 90, se pravi 40 let, je nekaj tako rekoč izjemnega. Namreč vemo, da Evropa je bila tudi velikrat v vojnah in tam okoli, se pravi leta 57, ne, z gospodarsko skupnostjo, ne, smo mi dobili skupni trg, mi smo bili sicer v Jugoslaviji, govorim zdaj o tistih državah, ki so bili v Evropski uniji in takrat je bila gospodarska rast 4%, v 40 letih to pomeni, da se je življenjski standard praktično izboljšal za 4-krat, oziroma se pravi 480%, ne. Takrat imeli smo mi recimo se pravi prosti trg, prosti pretok kapitala, ne, prosti pretok ljudi in tako naprej. In tam v 90 letih so marsikšni mislili, da bomo mi šli pa zdaj na še boljše. Ne, namreč takrat je padel ta berlinski zid in so rekli, zdaj pa dokončna zmaga, zdaj pa mi dokončno integrirati Evropo v tako imenovane Združene države Evrope. Vprašanje pa je, ali je kdaj obstajal sploh interes za to, da mi imamo Združene države Evrope. Najbolj je o tem pravzaprav, največ o tem pove stavek, ki ga je takrat izrekel 90. leta Giulio Andreotti, to je bil italijanski predsednik vlade. In sicer, ko so ga vprašali, kaj si misli o padcu zidu, je rekel, jaz imam tako zelo rad Nemčijo, tako zelo, da imam raj dve. To je bilo nekako takrat italijansko stališče, ko so bili zelo srečni nad tem, da je, se pravi, zahodna in vzhodna Nemčija, da sta šli skupaj. In še bolj ironično je to, da je takrat en teoretik mednarodnih odnosov iz Cambridgea, Kenneth Weitz, celo trdil, da je evropska integracija od leta 50 do leta 90 bila tako zelo uspešna, ker je imela v ozadju ravnotežje moči. To pomeni Nemčija močna, ampak zato, ker je bila samo zahodna Nemčija, je bilo to proti Italiji tam, se pravi proti Franciji tam. In mi smo imeli to ravnotežje. V končni fazi smo mi po padcu Napoleona videli zelo podobno dolgo obdobje miru, o tem je pisal recimo tudi dr. Andrej Rahter, med drugim bil tudi veleposlanik na Dunaju, profesor zgodovine sicer, verjetno marsikdo od vas ga sicer tudi pozna, kandidiral tudi mislim Slovensko demokratsko stranko v Celju, ampak takrat se je se pravi izkazalo, se pravi, čakajte, kje smo zdaj, glede, se pravi, mir je bil recimo tudi takrat, ko je bila ta sveta aliansa, in je rekel, zdaj bo pa Nemčija ratala močna, zdaj pa ne bo več tega ravnotežja moči in z nas se zgodi, da bo evropska integracija šla pravzaprav v krizo in ne v vzpon. No, kar se pa tiče evra. Glede evra, to bom pa probal je čim krajše, zato ker v končni fazi je nekaj drugega, če zdaj predavaš nekomu, ki, ne vem, dela magisterij ekonomije ali pa ki stvari že razume, ali pa nekomu, ki hočeš samo osnovne stvari predstaviti. Zato bom probal samo zelo na kratko opisati par zadev. In sicer 70. leta, oziroma tam nekje 71. je prišlo to Wernerjevo poročilo, ko so prvič rekli, kaj če bi mi ustanovili skupno monetarno unijo. In takrat je Nicholas Kaldor, to je en zelo, zelo pomemben ekonomist, tudi teoretik iz Cambridgea, že kar dolgo časa pokojni. Tako je rekel, to se ne bo izšlo. Zanimivo je, da je poročilo Evropske komisije, oziroma takrat ni bilo, v bistvu bila komisija, ne vem, če je bila Evropska, ampak takrat tudi so bile še 3 telesa, ampak to poročilo je bilo, da prav tako ne bo šlo. To pa zaradi tega, ker vi imate tudi teorijo, ki pravi optimalno denarno območje, da ima neko območje, lahko svojo valuto, bom prav najbolj poenostavil. Se pravi, morajo biti izpolnjeni neki kriteriji. Zato je bila celo Nobelova nagrada podeljena Robertu Mundelu leta 1999. In sicer bistvo je v tem, da mora preko centra se pretakati približno 10-krat več denarja, kot se
pretaka zdaj. Bistvo je, da imate vi integriran fiskalni sistem. To pomeni to, da Nemec plača za grške upokojence, mora biti nekaj normalnega. To, da Nemec plača recimo za reševanje grških bank, mora biti nekaj normalnega. Oziroma, če gremo malo provocirati, ne, v Ameriki ni pogajanja, ali bo Fed v Washingtonu recimo reševal banko na Floridi. Ne, tam je to nekaj popolnoma normalnega. Bistvo je tudi, da imate vi integriran, se pravi, trg delovne sile. Ne? Če tam cel Detroit propade, se ljudje pač preselijo drugam. Če imate vi tukaj jezikovne prepreke, je to bistveno slabše. No, in takrat so rekli, ali je možno, da bi v Evropi vzpostavili tako integracijo, da bi lahko optimalno območje delovalo. No, in so prišli do odgovora, da je praktično to nemogoče. Zato, ker da bi Nemci pustili to, pa v končni fazi, ne, da bi Nemci pustili to, da bi se praktično vse davke dali v skupni proračun in da bi se potem skupnega proračuna financirali vse stvari, recimo z južnimi državami, kjer vseeno je recimo mentaliteta nekoliko drugačna kot med severnimi državami, ne, je bilo praktično nemogoče. Zdaj to, da se je, to je tista biblična pripoved, ne, ko pravijo, ne, da tem ne smeš graditi nekako na pesku, palača, ne, ki je tam zgrajena, ne bo delovala. Je bilo še bolj hecno, ne, da so ekonomisti bili zelo panični tam okoli leta 90, ko je Kohl, ne, nemški kancler, bil najprej proti evru, Francozi so ga nekako pritiskali, v smislu, dajte vi evro narediti, se Nemci so tukaj s tega velika žrtve, ne, mi bomo pa pustili, da se vi združite. In je Kohl rekel v redu in je šel v parlament in je rekel v parlamentu, lejte, mi bomo imeli skupno valuto, ampak Nemci ne bomo nikoli plačevali računov drugih držav. Ker pomeni, da so Francozi pravzaprav dobili tisto, ki so hoteli, in to je lastno valuto. Kohl je pa Nemcem praktično obljubil, ne, da valuta nikoli ne bo optimalna. Ne, in jaz danes tisti, ki pravijo, a veste, danes se ekonomisti pravzaprav, jaz nekako sem v manjšini tistih, ki pravim, da evro težko zdrži, ne? Ampak ironično je pa to, da 90% se pa strinja, da mora priti do fiskalne integracije. Ampak veste, kaj fiskalna integracija v praksi pomeni? To, da mora zdaj nekdo v Nemčiji reči, Kohl se vam je 90. leta zlagal, mi bomo zdaj vse davke dali Evropi, Evropa bo to razporejala. Zdaj, ko mi boste vi pokazali, da bo en kandidat za kanclerja s tem osvojil kanclersko mesto v Nemčiji, takrat bom jaz verjel, da bo evro lahko tudi uspešen. No, in zdaj, če gremo mi kronološko še pogledati, kaj se je zgolj, 97. leta, ne, 2 leti pred konstituiranjem, je prišlo celo 331 podpisov pomembnih ekonomistov v Evropi proti ustanovitvi monetarne unije, ne da bi prej ustanovili politično oziroma fiskalno unijo. Niso bili poslušani, 99. leta je evro nastal, 10 let potem smo imeli mi zelo močno krizo, v kateri evro ni omogočal, da bi prišlo do nekih rešitev. Zdaj, če lahko smo še čisto na kratko, pa bom potem vsem zaključil. In sicer takrat je Paul Krugman, Nobelov nagrajen za ekonomijo, napisal eno knjigo End this Depression Now, se pravi, rešimo to krizo zdaj. Sicer je bila napisana predvsem za ameriški trg. In on je takrat opozoril eno zelo pomembno dejstvo, in sicer, da ne smemo mi narediti tako imenovane helenizacije krize. In sicer ne smemo krizo evroobmočja primerjati z Grčijo. Zakaj? Zato, ker Grčija je dejansko bila država fiskalne neodgovornosti. Ni bilo pa to značilno za ostale države. Španija je imela javni dolg pol manjši kot Nemčija. Presežek državnega proračuna 2008 je bil skoraj 3%, to je tako, kot če bi Slovenija zdaj imela 1,3 milijarde, recimo presežka v proračunu. Brezposelnost je bila manjša kot v Nemčiji. Ne? Se pravi, kaj zdaj je bilo s tako državo, da je ta država prišla do tega, da so mladi, da je bila brezposelnost med mladimi na 60%, da je bila brezposelnost med, se pravi, normalna brezposelnost 25%. Ne, Irska javni dolg praktično imela zelo majhen, Slovenija imela recimo javni dolg leta 2008 zelo majhen. In sicer bilo je predvsem to, ne, klej gospod že omenil, se pravi, glede odliva kapitala, namreč takrat so trgi pač razumeli, da so države enako varne in je prišlo do tega, da so v Nemčiji, ne, takrat s Schröderjevimi reformami, zamrznali plače. Investicije niso šle gor. In mrzdo bo rekel, ja, kam je šel denar? Če ste vi produktivnost povečujete, gospodarstvo raste, plače stagnirajo, investicije grejo celo dol. In pravzaprav se je dogajalo to, da so 8% bruto družbenega produkta, kar v praksi pomeni približno 300 milijard evrov, letno preko bank plansirali, temu se reče plansirali, se pravi posodili bankam južnim državam. Ne.
In te južne države so s tem močno napihovali svoje stroške dela, ampak to je privatni sektor delo, ne? Močno so napihovali, se pravi, gradili, močni baloni so bili, in ko je vse to počelo, ko so bili oni popolnoma nekonkurenčni zaradi ekstremne rasti stroškov dela, recimo v Španiji 50%, v Nemčiji pa stagnacija, niso mogli devalvirati, nominalno prepričati, da boste vi znižali plače 20-30% naenkrat, pa hkrati tudi cene in nemogoče, ne? In zaradi tega so recimo Španci 10 let mogli ustrajati pri 25% brezposelnosti, ko so oni postopoma recimo z stagniranjem plač v 10 letih, ne, nekako nadomestili tisto, ker so izgubili s tem, ko je recimo Nemčija rasla, in to so oni dejansko po 10 letih tudi začeli rasti. In to pomeni, da evro sam po sebi ne omogoča, da bi prišlo do tega, da država lahko sprejme makroekonomske ukrepe, ki omogočajo nek ustrezen odziv na gospodarsko krizo. Da bi pa centralizirali, se pravi, te reševalne mehanizme, ne? Se pravi, da bi strošek za upokojence, strošek za spodbujanje gospodarstva, strošek za sanacijo bank nosil center, do tega verjetno v Evropi ne bo prišlo. Samo še za Slovenijo, recimo povem podatek, zato da mogoče tisto, ker na koncu poveš, si ljudje zapomnejo, ne? Da zelo veliko pove recimo podatek, ne? Da je 2008 recimo Slovenija sicer bila izjemno nezadolžena kot država, da je pa recimo bančni sektor oziroma vsi krediti do tujine, recimo od leta, se pravi v 4 letih, ne, po vstopu v Evropsko unijo, se je za 25 milijard povečal neto zunanji dolg. Ne. Ampak to ne države, ne, ampak bančnega sektorja. To pomeni to, ko danes poslušate o tajkunizacijah in to naprej. Dejansko je evropski denar odprl možnost, da so banke v tujini najele toliko kreditov, kot so jih želele in jih tako rekoč posodile slovenski gospodarski eliti tudi za prevzeme. Ne, velik del tega vemo, kdo je potem pokril, odgovornosti, koliko se bo prevzel, boste videli še v prihodnosti, verjetno tudi tega ne bo prevzel nihče. In to je pravzaprav zgodba. Ne. Ob tem, da bom pa vsem za konc povedal samo to, da jaz ne verjamem, ne, da bi bilo za Slovenijo dobro, da bi recimo Vratna nos sama šla na lastno valuto. Ne, to bi bil enostavno šok zelo močen, tako da največ, kar lahko naredimo, je to, da se vodi odgovorna fiskalna politika, kar je pravzaprav glede na trenutno razmerje moči misija nemogoče, ne, ker vemo, da koliko bo levica navdušena nad takim vodenjem politike, je dokaj jasno. Ampak je pa treba razumeti, da je velika verjetnost, da v prihodnosti morebiten prihod na neke nacionalne valute bo prišel. Jaz v tem primeru sem še vedno mnenja, da je dobro, da Slovenija veže svoj tečaj, se pravi na neke stabilne, močne države, zlasti recimo razmerje, lahko je to recimo razmerje, se pravi francoske valute, italijanske valute, nemške valute. Pa še to je treba vedeti, da bi kakršenkoli empirični dokaz pokazal, da bi države, ki so ohranile lastno valuto, hkrati so pa bile v skupnem trgu, jim šlo karkoli slabše, se ni izkazalo. Ne. Vzhodne države, ki so ohranile monetarno suverenost, so znotraj krize šle bolj in tudi pred krizo jim je šlo bolj. Švedski je šlo bistveno bolj kot ostalim skandinavskim državam. Ne. Se pravi, jaz si želim oziroma skoraj zahtevam, da Slovenija je del evropskega trga, da se mi zavedamo, da je kapitalistični sistem ustrezen, da je prav, da imamo podjetništvo, ampak če ne bomo imeli monetarne unije, je predvsem pomembno, oziroma če ne bomo mogli imeti optimalne monetarne unije, je pomembno predvsem to, da smo mi tudi pripravljeni, da se prav prevzamemo nazaj lastno valuto. Vemo pa, da je Matteo Salvini že začel v Italiji, se pravi za usporedno valuto, in ko enkrat začneš za usporedno valuto, verjamete, da obstaja možnost, da se pravi bo prišlo tudi do prehoda na, se pravi, nazaj na staro valuto, ob tem, da ne povem, da je Italija danes tam, kjer je bila leta 97, se pravi od vstopa v evro Italija praktično stagnira, medtem ko je v 40 letih od 50. do 90. leta bila rast Italije, Francije in Nemčije praktično identična. Hvala lepa. Dejstvo je, da sta tako Slovenija kot Evropska unija postali izjemno prijazni do prišlekov, do lastnih državljanov pa ne. Gospod Grims, kam je šla zdrava pamet? V knjigi zelo nazorno opisujete tako imenovane no-go cone, ki kot posledica takega ravnanja nastajajo po evropskih mestih. To je res pravo vprašanje, kam je šla zdrava pamet v Evropi.
Odgovor je preprost, uničuje se, načrtno se uničuje, od vrtcev, ki že nosijo LGBTQ certifikat, preko šolskega sistema, preko množičnih medijev, preko zabavne industrije, česar se velikanska večina žal ne zaveda. Na vse te načine se to uničuje in se ljudem vsiljuje vzorce, predvsem mladini, otrokom, ki z zdravo pametjo nimajo popolnoma več ničesar skupnega. Normalno je, da živimo v Evropi z evropsko civilizacijo. Eden njenih temeljev je strpnost. To se pravi, če je nekdo drugačen, to pač sprejmeš in s tem živiš. Ampak danes so stvari pripeljane do popolnega absurda. Tisti, ki so drugačni, lahko tudi zelo posebni, to je diplomatski izraz, vsiljujejo svojo ideologijo vsem drugim kot nekaj normalnega, in če si ti normalen, tebe potem okarakterizirajo kot skrajno negativnega. Ne, se veste, potem smo nacisti, fašisti, bla, 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 bla in ostalo. Ne? Do sem smo prišli za zdravo pametjo, do skupnih WC-jev na FDV. Tam nekje je končala zdrava pamet in zdaj bi bil skrajni čas, da nekdo še potegne vodo. Danes je pred nami velika naloga, da se stvari vrnejo nazaj v pravo smer. To se pravi, Evropa mora spoštovati svoje temelje, Evropa je nastala na temeljih krščanstva. Če vzameš krščanski del temeljev, kajti so še drugi temelji, ampak če ta del temeljev vzameš za Evropo, Evropa ni več Evropa. To je problem, s katerim se danes vsi soočamo, ko iščemo zdrav razum. In ta naloga ni enostavna. Spet zahteva, tako kot sem že prej rekel, samo domoljubje, civilni pogum. Poglejte, prej je bilo vprašanje, na ta del nisem odgovoril, ker sem čakal drugo vprašanje, kako smo pravzaprav prišli do te knjige. Mislim, da je bil november lansko leto, 1,5 leta nazaj, je prišlo par fantov do mene, pa je reklo, a bi napisal nam 2 poglavji za našo knjigo. Tja, najprej moram reči, sem malo tako gledal, kaj je to je. Ne? Enega od teh fantov sem poznal tako po obrazu, ker je bil nekoč pri Slovenski demokratski mladini. Ostalih niti poznal nisem. In predstavljali so se kot generacija identitete. No, potem, ko bereš, kaj vse pri nas piše o generaciji identitete, ne? Ampak, veste, jaz imam do naših osrednjih medijev zelo distanciran odnos in jim po domače rečeno ne verjamem nič, se sam pozanimaš, koliko je ura in ljudi spoznaš. In verjemite, splača se spoznati ljudi. Ne? V tem primeru sem gotovo, da gre za fante, ki zelo veliko vedo. Patrik je zagotovo med njimi eden najboljših. In po drugi strani, da so to ljudje, ki s tem, kar se stalno ponavlja, tudi recimo ravno včeraj bil spet napad v enem od srednjih medijev, s radikalnostjo in skrajnostjo in ne vem še s čem vsem, nimajo popolnoma nič skupnega. Daleč od tega. A sploh veste, kdo je po definiciji skrajnež v politiki? To je tisti, to je politološka definicija, ki je pripravljen za dosego političnega cilja uporabiti nasilje, poseči po nasilju. Ti fantje pa so ob nekih priložnostih mene vprašali, a če to pa to napišemo ali pa rečemo, da ja ne bomo kršili kakšen zakon. Čakajte, kakšni skrajneži pa so to, ne? A to je skrajnost. Jaz pa trdim, da je skrajen tisti, ki take fante okarakterizira kot skrajneže, ali pa še s čim hujšim, ker zavestno laže in uporablja verbalno nasilje. To pa je skrajnost potem, ne? Skratka, stvari so povsem drugačne, kot se prikazujejo v osrednjih medijih. Če gremo nazaj, kdo je pravzaprav skrajnež v Sloveniji in koliko jih imamo? Obstaja en krasen primer, kjer so se stvari za hip zelo jasno videle. To je bila Kotnikova pred dobrimi 2 leti. Tako so stali zakrinkani v formaciji za obvladovanje množic, kot se temu strokovno reče v policijskem žargonu, pripadniki Antife, levičarski skrajneži, s palicami v rokah. To se pravi, bili so pripravljeni poseči po nasilju za dosego političnih ciljev in dvigant loko na lastni narod. Nad lastni narod. To so skrajneži, dejanski skrajneži, tu ni dvoma.
Nasproti njim so stali fantje, dekleta, moški, ženske, ki so brali zdravico, nosili slovenske zastave, noben ni z ničemer mahal, noben ni z ničemer grozil, prepevali so slovenske pesmi. To pa niso skrajneži. In kaj lahko ugotovimo? V Sloveniji imamo dejansko levičarske skrajneže, ki so pripravljeni poseči po nasilju, desnih skrajnežev pa sploh ni. In verjemite, da to je nočna mora levičarskih skrajnežev. Ker vsi po vrsti, od osrednjih medijev, FDV-jevcev, vseh, ki so danes levičarji, si najbolj vroče želijo, da bi imeli ne desne skrajneže, pa bi jih preganjali. In ker jih ni, hoče umetno ustvariti. In zato limajo nalepke. Aha, ti si skrajnež, ti si skrajnež, zdaj pa udriga, ti si sovražni govor, udriga. Zato, ker so sami skrajneži. In samo oni so v resnici skrajneži. In star pregovor pravi, povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si. Kdo je stal za tistimi mladci s koli v rokah, pripravljenim poseči po nasilju za dosego političnih ciljev? Milan Kučan, sindikalisti, pa potem ravnokar izvoljena evropska poslanka, gospa Fajon. To pa so skrajneži potem. Če se ti stojiš za tistim, ga neposredno podpiraš, ki hoče poseči po nasilju, si torej tudi sam skrajnež. In potem to lahko še nadaljujemo. Kaj ti povej mi, s kom se družiš, in povem ti, zdaj pa pogledajte, kdo recimo z gospo Fajonovo nastopa po Sloveniji. Pa boste videli, kdo je v resnici skrajnež v tej državi. Generacija identitete to zagotovo ni. Generacija identitete je pravzaprav eno od upanj za to, da Slovenija obstane. Slovenija je po ustavni definiciji država slovenskega naroda. To je njen neodtujljiv konstitutivni del. To se pravi, če ta del izzameš, Slovenija ne obstaja več, ne more obstajati, ker je to njen ustavni temelj. Zato je vse to, o čemer se danes pogovarjamo, tako usodnega pomena, zato je tukaj bistvo zgodbe. Veliko si jih je pač predstavljalo naivno in verjelo tistim zgodbam, če nekdo pride iz tujine, se bo pa tukaj integriral. To do neke mere gre. Ko gre recimo za med seboj sorodne skupine, kaj se jim pride nekdo iz Makedonije, tukaj se šola, živi, poroči, ni problema. Pride nekdo iz Ukrajine, nobenega problema. Problem nastane takrat, ko pride nekdo iz področja radikalnega islama. Radikalni islamist. Kajti radikalni islam, in to ni problem samo Slovenije, ampak celega sveta, se pa nikdar ne integrira. Treba je te stvari pač poznati in razumeti. Kajti radikalni islam neposredno črpa iz Korana, ki uči, da je ves svet v vojni. Zanje je v resnici vse vojno stanje. Oni tako dojemajo stvarnost. In zanje je mir, prostor miru samo tam, kjer je radikalni islam. Če ne ga je treba vzpostaviti. Vzpostavil se ga pa z džihadom, sveto vojno. In prvi del džihada, svete vojne, pri vzpostavitvi radikalnega islama, je hidžra. Poznate ta izraz? Hidžra je množična selitev radikalnih islamistov, predvsem so tukaj misleni za boj sposobni mladi moški, na območje, kjer bo potekal bodoči spopad, pravi džihad za vzpostavitev radikalnega islama na tistem področju. A vas to na kaj spominja? Na Evropo 2015-2019. Kaj se v resnici dogaja? Priče smo masovnim migracijam, ki potekajo iz področja radikalnega islama. Pri njih se dogaja vse mogoče, med temi ilegalnimi migracijami. Če se izkaže, da je nekdo med njimi kristjan, ga lepo vržejo s čolna v Sredozemsko morje, da utone. Takih primerov je bilo koliko hočete, nekaterih niso uspeli skriti. Velikanska večina, verjemite, jih ostane skrita in tudi nekaznovana. V Evropo se torej kot uboge begunce uvaža množične morilce. To seveda ne velja generalno, ne velja za vse. Ampak tudi to je vmes.
In veste, to je tako kot pri bombonih, ne? Če imaš eno serijo bombonov, ne? Pa jih je 10 strupenih, a boste vi tiste bombone jedli? Močno dvomim, ne? Zakaj potem Evropa tako ravna lahkomiselno in neumno, ko gre za množične migracije? Odgovor je preprost, zaradi tega, ker te množične migracije ne poganjajo vojna, to je čista laž, jih ne poganjajo podnebne spremembe, ker je še večja laž, popolna izmišljotina, ampak jih poganjajo denar, politični, verski in osebni interesi. To v resnici poganja množične migracije. In te migracije niso nastale same po sebi. Te migracije omogoča peta kolona. Peta kolona tistega, čemur po domače rečemo levičarji v Evropi, ki si dosega neverjetne stvari, in jaz se bojim, glede na to, kar se je zgodilo na zadnjih evropskih volitvah in v času po njih, da se bodo stvari še bistveno zaostrile v naslednjih nekaj letih. Vprašanje samo je, ali se bo Evropa tega zavedala. Kajti mi smo zdaj v fazi, ki jaz preprosto rečem, kuhanje evropske žabice. Se veste, če žabo vržeš v vrelo vodo, bo rekla kvak, pa bo skočila ven. Ne? Če pa daš žabo v pač posodo mrzle vode, bo lepo spokojna, pa spodaj malo pržgeš, ne? Bo voda že vrela, žaba tudi trzna ne bo, kar bo postopno, vsakeč bo malo, ne? In to je tisto, kar je v resnici usodno in kar se dogaja v Evropi. Zdaj, točka, ko se je to dalo na nek način prenašati, ne, bom tako rekel, z vidika navadnega človeka, je že zdavnaj mimo. In kaj zdaj Evropa v resnici dela? Levičarji so posegli po cenzuri. Žal, tukaj posebej dam ta žal z velikanskimi črkami, tudi mnogi, ki naj bi bili desni, pri tem vehementno pomagajo. In za to cenzuro uporabljajo vse možne metode in sredstva. Če to pogledate strani, boste videli, da v bistvu je tudi LGBTQ ideologija ali pa, če želite, kulturni marksizem ena od oblik te indoktrinacije. S to oblikujejo sami svoje področje in izhodišča. To se je zažrlo povsod, v medije, v politiko, v vse, kar obstaja, če želite, v kulturo, v zabavno kulturo. In tukaj se pač ljudi usmerja v tisto, kar je bilo izhodišče tukaj, kam je izginil naš zdrav razum. Ne? In seveda, ker je prišlo do točke, ko to enostavno ni več mogoče prenašati, se zdaj posega po represiji. Kam to pripelje, ste videli na ulicah Pariza. Enostavno uporaba pretirane skrajne sile, ki gre v smer zastraševanja. Mislite, da je v Sloveniji kaj drugače? Samo ista borba je na drugem nivoju. V tem hipu mi verjemite in zapomnite si, prosim, iz tega večera vsaj en stavek. Borba za svobodo izražanja, za svobodo javne besede je danes borba za obstoj Slovenije, za obstoj slovenskega naroda, za obstoj identitete. Tukaj se v resnici zdajle odvija jedro te zgodbe. In žal, v tem hipu grejo stvari v zelo napačno smer. Vrstijo se blokade na internetu, briše se vse mogoče, tudi sam sem to že doživel več kot enkrat. Ne. Kaj se dogaja, samo en primer, objavil sem fotografije iz poljske državne proslave. Poljska je članica Evropske unije, kjer so vihrale poljske zastave in sem napisal, želel bi, da so tudi slovenske državne proslave take. Gladko izginilo, zbrisano, in ko sem pač zahteval pojasnil, sploh ni bilo mega pojasnila, sem dobil odgovor, da so bile odstranjene vsebine, ki glorificirajo desničarske skrajneže. Je pa dobro jutro Slovenija, ne? To pa že presega vse meje, ne? To seveda pove, kje v resnici smo in na kateri točki. In zaradi tega je pač zgodba taka, kot je. Tukaj se tudi še nekaj udejanja. Omenjena je že bila tako imenovana Marakeška deklaracija, oziroma kot se uradno imenuje, Marakeški globalni sporazum o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ker je mi že v naslovu čista laž. Cela ta zgodba je ena sama laž. Majhen se zdaj že pozabil, kaj je ta Marakeška deklaracija. Izhaja iz predpostavke,
da so vse migracije temelj razvoja, varnosti, blagostanja. Ne. To seveda za neko normalno dnevno migracijo, kaj se vem, če eden hod na delo v Avstrijo, ali pa za tiste normalne migracije, ki so pač v človeški naravi. Eden v sosednji državi spozna lepo dekle, ga ožen, se skupaj nekam preselta in to je to. Ne. Do sem to še morda velja, ampak ko pa gre za množične, masovne migracije, take, kot smo jim priča danes, pa to sploh ne velja. Kajti skozi vso zgodovino so masovne migracije vedno prinesle samo eno. Boj, uničenje civilizacije, vojne, trpljenje, smrt in nič drugega. Brez izjeme. In tudi to, kar se zdaj dogaja, seveda sodi v ta kontekst. In tako, kot sem že prej povedal, kaj predvideva ta deklaracija, jasno, ker je popolnoma vnaprej logično, da je nemogoče združiti nekaj, kar skupaj ne gre, se bo poseglo po nasilju. Ne? In ta deklaracija potem predvideva mehanizme, kako bo potrebno ukiniti svobodo javne besede, svobodo izražanja, kako bo vse postalo pristransko, kako se bo smelo o migracijah in migrantih govoriti samo pozitivno, negativni stvari sploh ne bo smo objaviti. In če kdo misli, da še nismo tam, ne? V Evropski uniji je bilo že izdano strani Evropske komisije posebno navodilo, kako je treba poročati, recimo, če pride do terorističnih napadov. Ne? Če se spomnite, je fanatik, islamist v Barceloni s tovornim vozilom dobesedno vozil po mladih ženskah, ki so bile tam na ulici, ker je pač sestavni del njihove normalne kulture, so pač bile na pijači, kakorkoli žene sprehajali. Če bi, to smo izvedeli, ker še ni bilo to uveljavljeno. Če bi bilo to uveljavljeno, bi pisalo, da je nekdo povzročil večjo nesrečo z pač vozilom in da je prišlo tudi do smrtnih žrtev. Nihče pa nikoli ne bi imel priložnost niti izvedeti, da je bil to islamist, da se je zraven drl Allah Akbar in tako dalje in tako dalje. Ne? To je svet, v katerem živimo. To je svet, ki z demokracijo nima ničesar skupnega. Zato se je temu treba upreti z vsemi demokratičnimi sredstvi, ki so sploh še na razpolago. Z vsemi, brez izjeme. Stvari grejo namreč vsak dan vse bolj v napačno smer. Nekateri popuščajo, to se vidi pri posameznih odločitvah, ne? Nekateri že tako, kot se temu oni rečejo, da delajo konstruktivno. Ne? Po domače rečeno se hočejo fine delati zato, da bi mediji lepo o njih pisali. Jaz to zavračam. To ne bi smelo imeti prostora v politiki. Politika mora vedno temeljiti na vrednotah in na ničemer drugem kot vrednotah. Politika, ki ne temelji na vrednotah, je po definiciji fašizem. Pa nič drugega. Ne? Da se razumemo. In zaradi tega je tako pomembno, da se ohrani svoboda javne besede. Ravno včeraj je bil zelo žalosten trenutek, zato za ustavnega sodnika je bil potrjen nekdo, ki kot največjo nevarnost za Slovenijo postavlja boj proti sovražnemu govoru. Gospe in gospodje, od nekoga, ki je pravnik, upravičeno pričakujem vsaj to, da bo vedel, da sovražni govor sploh ni pravno definiran. Vsi mislijo, da vedo, kaj je sovražni govor. Sovražni govor v smislu kazenskega prava sploh ni definiran. In kaj pravi v resnici ustavno pravo, ker bi tudi pričakoval od enega ustavnega pravnika, da se sme, ko gre za varovanje človekovih pravic, in pravica svobode izražanja je ena od človekovih pravic, ena temeljnih človekovih pravic, ki jo krijejo akti od OZN, se pravi temeljna listina človekovih pravicah, do naše slovenske ustave in še zakonodaje. 39. člen ustave je kristalno jasen. Vsakdo ima pravico brez omejitev svobodno izražati svoje mnenje. Osebno, v medijih, javno, na vse demokratične načine. To je neodtujljiva pravica, še več. Po 15. členu slovenske ustave, ker je to v tem poglavju, je te pravice sploh nihče nima pravico omejevati. In se jo ne sme omejevati, niti v vojnem stanju. Zanimivo, ne? Česa smo pa mi priče? Blokadam, preganjanju, vsi osrednji mediji govoričijo o preganjanju
sovražnega govora. In zdaj že celo nekdo, ki je bil ravno kar izvoljen za ustavnega sodnika, to postavlja kot prvo mesto. Boj proti sovražnemu govoru. Bog pomagaj Sloveniji, pa Bog pomagaj Evropi. Ne? Ampak kaj pravi drug pregovor? Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Goste, prosim še za zaključno besedo oziroma misel, oziroma kako naj si pomagamo, kako naprej, kje je upanje, kje vi vidite rešitve? Bo kdo začel, kaj je bolj optimističen? No, razlogov za pesimizem je seveda veliko, tako kot je povedal že gospod Grims, pa tudi kolega Patrik malo prej. Ampak kljub temu so neki indici, pokazatelji, ki kažejo, da se vendarle tudi pri nas prebujamo, pa tudi sama Evropa, ne nazadnje tudi sami skupiček zadnjih evropskih volitev kaže v to smer. In ta knjiga, ki imamo pred sabo, pa tudi ta naš pogovor, to naše druženje današnje, so gotovo eden od teh majhnih korakov v pravo smer. Tako da določen optimizem, predvsem pa pogum je kljub vsemu še vedno na mestu. To je moje mnenje. Ne, sej drugače. Lahko jaz tudi vsem rečem, da mogoče ni spet toliko razlogov, da ne bi bili to deloma optimistični, ampak je treba pogledati v kakšne druge države, ne, recimo v Republiko Slovenijo. V končni fazi vidimo, da če pogledamo na naš vzhod, vidimo celotno višegrajsko skupino, ki je glas razuma v Evropi. To so države, ki tako ekonomsko, gospodarsko napredujejo najhitrejše in normalno konvergirajo, se pravi, dohitevajo razviti svet, hkrati pa niso kulturno, bom rekel tako, uničene, niso bile uničene njihove kulture, ne? To je hvala mogoče celo edina pozitivna stvar komunizma, ker se s kulturo tam, hvala Bogu, Sovjeti ukvarjali in so mogoče danes zahodnjaki celo bolj uničeni na kulturnem nivoju, kakor pa teli ljudje na vzhodu. In danes lahko vidimo, ne, da vzhodne države, se pravi Evropske unije, so se pripravljene upreti in so se pripravljene postaviti za lastne vrednote. Zdaj, to so države, katerim se Slovenija mora priključiti, ne, se pravi, mora sodelovati z njimi, in to so države, ki bojo verjetno v prihodnosti nosilke, upam, da ne zadnje, se pravi, evropske identitete. Tisto, kar je danes mogoče bolj pozitivno in kar nekaj časa nazaj nismo vedeli, je to, recimo, kar se danes dogaja v Italiji. Namreč Italija je država, ki je Evropi z kulturnega vidika verjetno dala celo največ. Ne, to je država, vemo, da ogromno filozofov, ogromno pesnikov, ogromno lepote, ne, se pravi, prihaja iz Italije. In v bistvu je bilo na nek način gledati Italijo, kako umira praktično identiteta, evropska identiteta, zelo boleče, in nekaj časa nazaj napovedati, da bo Italija naredila red v svoji domovini, je bilo pravzaprav precej težko. Čeprav pa je vseeno res, ne, da ne gre samo za Salvinija zdajle, ki moramo reči, da dela relativno zelo dobro, ne. Ampak je treba vedeti, da že prej, ne, so Italijani bili tisti, ne, ki so najhitreje pokazali na kakšne napake. Ne. Če sem jaz prej Giulio Andreottija, se pravi, citiral, ne, je zanimivo, ne, da je ne nazadnje tudi Berlusconi, ne, kljub temu, da je bil na nek način precej smešen lik, bil tisti, ne, ki je prav tako prvi opozarjal recimo na premoč Nemčije, ne, nazadnje ga je Martin Schulz izjemno napadel zaradi tega, ker je dal plakate več Italije, manj Nemčije. Ne. Tako da Italija pravzaprav v zahodnem svetu, ne, bo očitno postala nek glas razuma, kljub temu, da ekonomsko zadnje 2 desetletji ni delovala najbolj uspešno. Zdaj, kar se tiče severnih držav, najhujši primer, po mojem mnenju, ta trenutek je Francija. Zaradi tega, ker je velika in ker ne kaže, da bi lahko dovolj hitro, neposredno 50%, a ne, dobile tiste
se pravi stranke, ki bi lahko stvari normalizirale. Je pa tam situacija taka, da se najbolj mudi. Se pravi, Francija je taka država, kjer so pravzaprav že relativno precej kulturno uničeni, prav tako sicer, če gledamo zgodovino, neverjeten prispevek evropski civilizaciji, ampak tam bomo verjetno postopoma videli usihanje. Kar se tiče recimo samo še Velike Britanije. Velika Britanija je v bistvu država, kjer smo mi lahko zelo žalostni, da je šla ven iz Evropske unije, zato ker je bila velikrat glas razuma. Namreč oni so se zauzemali za tako Evropo, kakršno bi morali imeti. In če bi mi imeli takšno Evropo, kakršno so želeli imeti, recimo ljudje iz Velike Britanije, oni nikoli ne bi šli ven iz Evropske unije, hkrati bi imeli mi dobro Evropo. In jaz vem, Brexit bo slab tako za njih, kot za nas. Ampak oni so mogli dati ekonomisti rečemo cost-benefit analiza stroškov dobrobiti. In predstavljajte si, oni enostavno niso mogli ustavljati migracij, tudi zaradi tega, ker imajo angleščino in marsikakšen migrant z veseljem gre v angleški svet. Po drugi strani si oni ekonomsko želijo trgovati z Evropo. In oni marsikdo se je enostavno ustrašil in če ne bi bilo teh migracij, če ne bi bilo vsiljevanja, če bi dovolili, če bi Evropa ščitila svoje lastne meje, Velika Britanija ven ne bi šla in Velika Britanija je bila prav tako glas razuma. Zdaj v skandinavskih državah raj ne bi, zdaj upamo, da se bo kaj zgodilo, ampak načeloma prav veliko upati ni. Če bom zaključil z našo državo, za Slovenijo, upati moramo, čeprav realno, da bi bili zelo optimistični, smo mogoče precej težko. Problem je pa v tem, da tudi tisti, ki bojo v Sloveniji, se pravi, da v Sloveniji tisti, ki recimo podpirajo to levičarsko politiko priseljevanja, ne povejo tega tako na glas, da bi ljudje bili lahko proti. Namreč slovenska družba, po mojem mnenju, ni kulturno tako uničena, kot določene druge zahodne družbe. To se je pokazalo ne nazadnje, na 2 referendumih o družinskem zakoniku, ko so ljudje masovno šli tja in smo jasno rekli, se pravi, mi ne želimo tega vsiljevanja. Tega se recimo na Zahodu ne zgodi. In tako je tudi v Sloveniji recimo po anketah. Če bi pri nas ljudje vedeli, če bi vsak dan slišali, da migranti delajo probleme, da imamo mi prehode ilegalnih migrantov čez meje, bi se slovenski ljudje, se pravi Slovenci, uprli. Problem je v tem, da, tako kot je kolega Grims že omenil, da danes mediji tega ne poročajo. In jaz moram reči, glede na to, da sem se bolj ukvarjal z ekonomijo kot z migracijami, jaz sem bil nekaj časa nazaj, ko sem bil dol na protestnem shodu, se pravi v Ilirski Bistrici, jaz nekaj dni pred tem sem vprašal, a se migracije še vedno dogajajo, zato ker iz naših medijev smo jaz občutek, da je migracij že konc. Potem, ko sem jaz poslušal tiste ljudi tam, kaj se dogaja, pa je v končni fazi župan iz stranke socialnih demokratov, za enkrat še, smo pravzaprav videli to, da bi bilo mogoče bolje, če bi se zdajle zgodilo to, kar se je leta 2015, da bi masovno migranti udrli, da bi ljudje temu naredili konec, kot pa to, kar se dogaja zdaj, da bojo postopoma, da bi vedeli, lepo prihajali not. In vprašanje je samo eno, ali se bomo dovolj hitro uprli, ali nam jih bojo enkrat toliko dali not, da bo enostavno stvar že prepozna. Tako da upamo lahko, da bomo pravočasno naredili tisto, kar je treba. Hvala. Vsi razlogi so za to, da smo na Slovenijo ponosni in da bi optimistično gledali v prihodnost. Med najuspešnejšimi podjetniki na svetu so Slovenci. Med najuspešnejšimi znanstveniki na svetu, tudi nasinimi, so Slovenci. Slovenke so nagotovo najlepša dekleta na svetu. Bil sem že povsod, pa verjemite, da ne govorim na pamet. Slovenci, fantje, pa so bili skozi vso zgodovino najboljši vojaki. Prebijali so frontne linije, žal zvedno za tuje gospodarje z ene in druge strani, tudi v prvi svetovni vojni. Ampak, da je ta duh še vedno živ, to se je videlo ob slovenski osamosvojitvi. Danes smo v muzeju slovenske osamosvojitve. Takrat ne bom pozabil, pred vsako upravno enoto, recimo v Kranju, je stala kolona 500 metrov ali pa 1000 metrov fanta pri fantu, ki so kot prostovoljci želeli braniti Slovenijo. To je prihodnost. Zato tisto, kar je najbolj narobe, je to, da se ljudje zatekajo v pasivnost.
Ogromno ljudi poznam, ki pravi, ne vem, takole filozofijo. Ja, takrat so pa ustrelili Krambergerja, zato pa jaz protestno, k sem desen, ne grem volit. In podobne neumnosti. Na takih stvari sem slišal že toliko, da sploh ne bi verjel. To je neumnost. Če ne greš volit, prepustiš odločitev nekomu drugemu. In v stari Grčiji, verjemite, niso brez razloga tiste, ki niso šli volit, ker oni so bili očetje demokracije, imenovali idiotes. Od tam in grede beseda idiot. Ker to pomeni, da niti sam o sebi, o svoji usodi nočeš odločati. Ne? Ko pa greš odločati, je pa treba imeti zdrav razum. Tisto, kar v Sloveniji potrebujemo, je po eni strani svoboda javne besede, brez katero je vsa demokracija samo farsa, po drugi strani pa kritična distanca, da zna vsak posameznik vse informacije, ki jih dobi, tudi realno ocen. Predvsem je to problem pri informacijah iz osrednjih medijev. Tukaj je seveda treba razumeti, na kateri ideologiji ti mediji temeljijo. In če imaš nekoga, zelo konkreten, na desni, ki ga osrednji mediji nikoli ne napadajo, kaj če malo ga pohvalijo, potem verjemite, je z njim nekaj zelo narobe, ker on za njih dela. Ne? Če pa enega stalno blatijo, zmerejo z nacistom, fašistom, njegovo familijo, potem je pa ta sigurno zelo v redu, ker tega se bojijo. Ne? In zato izvajajo tisto, čemur se reče medijski umor. In to bi ljudje morali razumeti. Ne? To bi morala biti tista smer, kdo je pravi, ne? Na čemu je treba graditi. Napačna je tista skozi vse medije vsiljevana doktrina, ki jo jaz najbolj zavračam, da se vsi so isti. Nismo vsi isti. Oprostite, jaz sem celo vojno za Slovenijo nosil orožje. Poznam pa osebno ljudi, ki so se zadnji dan pred osamosvojitvijo še sestali z oficirji JLA, da so se dogovarjali, kako bodo potem oni spet prevzeli oblast, ko bodo nas pospravili koncentracijska taborišča ali pa zmetali v kraške jame. Ne? In tudi zdaj ni isto. Nismo vsi isti. Jaz grem tudi svojim, verjemite, velikokrat bolj mislite na jetra, ko opozarjam na ilegalne migracije in to temo odpiram vedno znova. Ampak to je tema, od katere je odvisen obstoj ne samo Slovenije, ne samo slovenskega naroda, celotne Evrope in evropske civilizacije. Evropska civilizacija je ena in edinstvena, je neponovljiva in temelji na bogastvu evropskih narodov, njihove kulture, njihove identitete. Zato je to Evropa narodov in mora ostati Evropa narodov. Drugačna Evropa ne more obstajati. Ti ne moreš narediti iz Evrope nek talilni lonec. Ne? To si lahko naredil v neki državi, kamor so se vsi preselili. Evropo pa se nikoli ne bodo vsi preselili. Tukaj treba vse ocenjevati zdravim razumom. Ne? Kdo je večina, kdo je manjšina. Slovencev je manj kot 2 milijona. Tistih, ki v temnem hipu že prihajajo, po uradnih podatkih obveščevalnih služb, je 20 milijonov. To se pravi, smo mi manjšina. Imamo vso pravico, da sebe ustrezno zaščitimo. Ne? In seveda, ko vzgajamo naše otroke, je bistveno, da jih vzgajamo na pravih vrednotah, zaradi tega, da ohranijo slovensko identiteto, svoje izročilo in da so ponosni na svoj narod. Kaj je lepšega, kot da rečeš, ponosen sem, da sem Slovenc, ponosen sem, da sem Belc, ponosen sem, da sem Evropejc, ponosen sem, da sem moški, ponosen sem, da sem ženska. To je najbolj naravno. V Sloveniji boš mal zaprt, če boš kaj takega izjavil. Toliko delec smo že, ne? Ker postaja norost, se vsiljuje kot normalnost, normalnost pa postaja nekaj, kar je treba preganjati. Ne? Zato je tukaj treba ohraniti slovensko identiteto, zdrav razum in se nikoli nuditi. Kaj je rekel dr. Jože Pučnik? Demokracija ni cilj. Demokracija je pot, ki nikoli ni končana. Po tej poti stopimo skupaj. Lahko samo še en stavek, ne, ker je že on citiral gospoda Pučnika, ne, je rekel Albert Einstein tudi enkrat, da za zmago zla je dovolj, da dobri ljudje ne storijo ničesar.
Hvala lepa vsem trem za zaključne besede. Mislim, da lepši in boljš ne bi mogli zaključiti današnjega večera. Vabljeni k nakupu in predvsem k branju knjige Evropa narodov ter srečno Slovenija.